No, pa začnimo. Najprej si bom te vodene barvice dobro namočila. Bom kar takole na vsako od teh barv kanila malo vode, zato da se barve aktivirajo, bi lahko rekli. Malo zbudijo, da bom z njimi lahko delala. Vodene barvice so super, ker se z njimi ne moramo umazati, pa naredijo take lepe učinke. Vam bom pokazala, kaj nastane, če jih posujemo s soljo. Takole. No, barve se bodo zdaj napile. Tako. Zdaj bom vzela pa še navaden tale. Jaz sem si izrezala jih kar takole na take majhne koščke, lahko bi imeli tudi večji, lahko jih zložim tako enega zraven drugega. In bom tudi ta papir takole namočila z vodo, zato da se bodo barve lažje prelivale. Tako. Ne vem, če se vidi, ampak vmes je mogoče tudi kakšna lisa, ko ni čist mokra. Še tole. Tako. Pri vodenih barvicah vedno delamo v bistvu na mokro, zato so tudi vodene, na vodni osnovi. Tako, ne vem, če je videti, spet pokažem, tukaj so tudi ene lise še suhe, ampak to sem pustila za nalašč. Tako, zdaj si bom pa nanesla dve barvi. Vzeti moramo nekaj, kar se lepo preliva in kar ne bo ratalo umazano. Zdaj, če bi, na primer, vzela to v mešanju barv, že znamo verjetno, ne? No, ali pa ponovimo. Če vzamemo modro in rumeno, bomo dobili zeleno. Če vzamemo rdečo, zdaj sicer tukaj imam slabe rdeče barve, ampak recimo, da vzamem to rdečo pa modro, bom dobila vijolično. No, in če vzamem pa, na primer, zeleno, to je že sekundarna barva, rečemo, in oranžno bom dobila eno tako grdo rjavo. Tudi tistih dveh ne bom mešala, ker bi rada imela take žive barve. Jaz bom nanesla zdaj tole modro, takole. Tako. Zdaj bom vmes čopič splahnila, da ne bom umazala druge barve. No, in bom vzela to rdeče roza barvo. Takole, v bistvu je čisto roza. Tako. Pa še malo te rozne. No, in takole namažemo tale list. Božični čas in čas Miklavža je tak, če gledamo večerno nebo, je velikokrat rdeče, modro. No, jaz bom zdaj delala nekaj v tej smeri, kot da delam. No, zdaj bom vzela malo te rumene, ampak ne bom šla tam, kjer je modra, bom tukaj jo dodala, da se bo tukaj prelivalo, kjer je rdeča. Da ne bom modre umazala, ker ne bi rada, da bi nastala zelena barva ven. Tako. No, in zdaj, ko je ta barva še mokra, tam je lahko tudi belo še, takole. Ta rumena nima močnega pigmenta. Takole. No, in zdaj, ko imam to še mokro, bom vzela grobo sol, takole, in naredila take kupčke, tako, takole, pa še malo drobne soli, tako, in sedaj pustim, da se to posuši. No, tole bom dala sem, da se bo posušilo, takole, in bom vzela še eno
Aha, ta se je že skoraj posušil. Tukaj bom pa naredila bolj zeleno-modre odtenke. Tako. Tukaj tle se ne moramo zmotiti. Karkoli takole potegnemo. No, bom vzela še malo te črne. Tle se nimamo kaj zmotiti. Še malo te zelene. Tako. Zdaj bom na koncu dodala še malo rumene, zato da bo malo poživilo. Ta rumena nima ravno dobrega pigmenta, je skoraj nevidna. No, vidite, tam rata hitro taka siva, grda barva. Tako. Še malo modre. Tako. In zdaj bom enako naredila, posula. Najprej grobo. Sol. Biti mora mokro. Zato, da bo ta čarovnija uspela, mora biti ta papir moker. Na moker papir posujemo sol. Tako. Takole. No pa si pripravimo še eno. Še en kartonček. Bom tudi tega zmočila. Tako. No, tega bom dala pa bolj v oranžno-roznih barvah. Ta je prav fluorescentna. Še malo te. Ta je skoraj ista barva. No. Kaj pa tale? To kar takole malo počečkamo. Tako. Tudi če gremo čez, ni problem, tu se bojo potem barve tako lepo prelivale. Tako. Evo, in še tukaj posujem sol. Tukaj dala najprej malo drobne. Tako, in še malo grobe soli. Tako. Vse, kar moramo zdaj narediti, je pa, da počakamo, da se to posuši. Takole.